magija barv in barvna terapija. Pozdravljeni in dobrodošli, smo v tretjem videu predstavitve iz knjige Brezmejna moč bele magije. Za knjigo sem izbrala belo in zeleno modro oziroma petrolej barvo s posebnim razlogom. Ta razlog boste videli v nadaljevanju. Se spomnite filma Kekec, kako je teta Pehta, da bi ozdravila Mojčino slepoto, iskala visoko v gorah beli cvet, ki ima zdravilni učinek in lahko pripravi kapljice, se pravi pripravek, zdravilni pripravek, zato bela barva simbolizira čistost, jasnost in odstira temo, simbol slepote ali nevidnosti. Če ste navdušeni nad mojim predavanjem, potem kliknite like, če se še niste naročili na moj kanal, kliknite subscribe ali naroči se, tako to je v znamenju podpore. In seveda ne zamudite brezplačnih e-novic, na katere se prijavite na spletni strani, na moji spletni strani www.omgarden.si, kjer boste dobili bonuse, darila. Seveda bom decembra meseca, kot se spodobi, zelo radodarna in velikodušna, ampak ne do vseh, do mojih klientov. Postanite moji klienti tudi pri branju dušnega zapisa. Zdajle pa nadaljujem z barvno terapijo. Barve, ta svet je poln rož, poln pisanih barv. In kaj določena barva pomeni, kaj predstavlja, kakšne vibracije imajo določene barve, vam bom povedala v nadaljevanju. Pomembno je, da se zaveste, da so rože na tem svetu samo zato, da je ta svet lep. Rože niso hrana, niso čaj, rože, cvetje, lepota. V vseh teh barvitih odtenkih, oblikah nas očarajo. In to pozitivno začarajo. Pomagajo nam svojo lepoto, da pride vibracija lepote v nas. Osebno obožujem to ciklam purpurno barvo, ker je barva modrosti, barva višjega znanja. In to je moja ciklama, ki je z mano že več let, zato je tudi tako košata in je v polnem cvetu. Ko izbirate barve, naj si bo za obleke ali pa kristale, naj vas tle ego ne zapelje. Ego ima pogosto napačno percepcijo o tem, kaj nam paše. Ego nas rad pelje, da izberemo nekaj, kar nam je všeč, ampak to ni vedno za nas koristno. Pogosto sem se kot najstnica oblačila v črna oblačila, ker je bilo pač tako, sem se hotela zliti z okoljem, z drugimi. Črna barva je bila takrat res, no, saj še zdajle je črna, ampak so tudi druge bež odtenki. Jaz pač sem imela črna oblačila, razen džins, ni bilo druge barve. Joj, kako sem bila nesrečna, depresivna. In da mi črna barva paše, nikakor mi ni pasala. Počutila sem se dobro v njej, ampak tisti občutki niso bili dobri, namreč živela sem v okolju, ker sem vpijala čisto vse vibracije. Ljudi v šoli s črno barvo vpijaš vse vibracije tvojih prestrašenih sošolcev, doma zaskrbljenih, zgaranih, mogoče celo bolnih staršev. V glavnem, to, kar te privlači,
ni dobro. Nekoč se je pojavil nekdo, ki mi je glede na moje odčitavanje predlagal kristal črni turmalin. Črni turmalin in modro tigrovo oko. Seveda sem bila nad modrim tigrovim očesom zelo navdušena, ampak takrat sem najbolj rabila črni turmalin, pa še enega mi je predlagal snežni obsidian, se pravi črn kamen z belimi snežinkami. Ni mi bil posebej lep, bolj sem oboževala take žive barve. Kako se je to spremenilo, se pravi, jaz vam tlele v tem videu predlagam, ne privlači nas pica, sladkarije, privlači nas nekaj, kar ni nujno, da je plod duše, je pogosto plod ego prepričanj. V egu so tudi vzorci, programi, eni so dobri, eni so pa slabi. Tako da zelo previdno z barvami, vse barve so v redu, niso pa v redu za vse ljudi, za vse situacije in za vse okoliščine. Se pravi, barvna terapija zajema uživanje hrane, uporabo kristalov, uporabo oblačil, še posebej, če so barve naravne, da ni preveč kemije, sploh to, kar se dogaja pri rdeči, je zelo močno kemijsko obdelana in to vpija vse naša koža in ostane v naši auri, pride tudi na fizično telo kot nek strup, ki ga vdihavamo, tudi vibracije barv začutimo, pridejo do nas. Zato se pravim, vam bo ta tematika koristila in gremo po barvah. Če resnično poglobljeno pogledamo delovanje kristalov in energijskih centrov, ugotovimo, da je tam najboljša možna izbira. Gremo mimo ega in zelo na tak razumen način vam razložim, katere vibracije in hrane in kristalov in barv potrebujete, da boste uglašeni. Se pravi, tam, kjer nekaj manjka, tam dodamo, ne pa tega, kar že imamo na pretek, da dodajamo še nekaj tizga. Zelo aktualno je recimo izbiranje kristalov glede na astrološka znamenja, ampak ker je sonce v določenem, bi se reklo, astrološkem znamenju, to zajema bore malo, mislim, da nekje samo 15% celotne zgodbe iz astrologije, zato ne priporočam, da se naslanjate na vaše astrološko sončno znamenje, ker je to zelo malo povedano. V tem videu boste ugotovili, katera vaša čakra je slabo delujoča in kako si pomagati. Hočem biti koristna, pač seveda je to znanje v knjigi Brezmejna moč bele magije in še veliko teh koristnih informacij za takojšnjo in preprosto razumljivo uporabo vam podam v tej knjigi. Pa začnimo. Pišite si, zabeležite si, fajn, da ustavite video, vzamete svinčnik in gremo k zemeljski zvezdi. Zemeljska zvezda ni čakra na našem telesu, ne vpliva direktno na naše telo kot ostalih 7 čakr, ampak zemeljska zvezda ima vpliv na nas še kako. In zdaj dobro poslušajte. Če se počutite, kot da ne sodite na ta planet, da ne najdete sorodne duše ali pa sebi primernega poklica, se pravi neki poklic in partner, 2 stvari nas zelo povezujejo z lepim življenjem na tem planetu Zemlja. Če tega ne najdete, potem pomeni, da niste dobro povezani z zemeljsko zvezdo. Ne pomaga ponavljati nobenih afirmacij, nobene mantre, ne pomaga samo najdeti, pozdraviti tisti del. In eden izmed teh domačih zdravil sta prav sta črna in bela barva. Neverjetno, se pravi,
tudi ognjene barve in rjavi odtenki. Se pravi, takole imam rdeče tigrovo oko, oziroma rečejo mu tudi bikovo oko, tigrovo oko, ki bi bilo lahko karkoli, tudi sovje oko, če mene vprašate, pač je dobilo tako ime, med belimi kristali in črnimi so najbolj primerni snežni obsidian, črni turmalin, šungit, vulkansko kamenje, od prehrane pa hren in črna redkev. Se pravi, dodatek hren ni treba, ima zelo močen okus in povezujemo ga tudi s Kristusovim vstajenjem, se pravi, za veliko noč jemo hren, ne, da se očistimo, da se prizemljimo. Hren ima obliko žebljev, zato je pač simbol Kristusovega križanja in vstajenja. Se pravi, če nas nekaj drži ko prbito nekam in ne najdemo izhod ven iz tega, črna redkev dodamo in lahko tudi med jo izdolbemo in to uživamo. Seveda so kristali, ki so blizu nas, v dlani, na nočni omarici, v vodi, katero pijemo, seveda mora biti vse čisto v roku 24 ur, odlični za to pomoč za zdravljenje. In gremo na prvo čakro. Ta po moji teoriji, jaz sem to prevzela od Tibetancev, se pravi, če rečem moja teorija, nisem jo jaz izumila, ampak imela sem srečo, da sem našla najboljše učitelje tega sveta, in to je bila tudi moja želja in se mi je izpolnila. Prva čakra predstavlja sočutje in pripadnost. Če trpite zaradi pomanjkanja fizične varnosti in ste odklopljeni od fizičnega sveta, če bežite v svet računalniških igric, da ste osamljeni, ali pa delujete na način, da hočete biti na vsak način z vsakim prijateljem, da se podrejate, da ste služabnik, da ne morete iti iz odnosov, čeprav so toksični odnosi, potem je problem prva čakra in barva je rdeča, tudi na to čakro vpliva tigrovo oko, bikovo oko, od prehrane je pa rdeča pesa in oljčno olje, kamor smo pustili namakano šentjanževko, to rumeno, cvetočo poletno zdravilno rastlinco, nekaj ur in gremo na drugo čakro. Če se ne morete vklopiti, da se težko vklopite v neko skupnost, v skupino in preveč delujete iz svoje glave, ja, jaz mislim tako, ja, jaz ne bi tako, se pravi, pretirano teoretiziranje, ali pa ste preveč v svojem delu, se pravi, da bežite, jaz moram narediti to, nimam časa za to, ali pa obiskujete nešteto nekih duhovnih delavnic, nikjer pa ne najdete nič, nobene rešitve, vaše življenje stoji na mestu, imate veliko teorij, ampak jih ne speljate v prakso. Se pravi, če je tako, če ta trditev drži za vas in sploh pa, če imate probleme s hranjenjem, se pravi, druga čakra predstavlja tudi hranjenje, tukaj so odvisnosti od droge, od alkohola, seksualna odvisnost. Če je problem druga čakra, tudi težko manifestirate, če imate te opisane probleme, in je oranžna barva jantar, ne, oranžna barva, pozimi imamo radi agrume oranžne barve, ampak tukaj se ne gre za agrume, ki jih imam mandarine slučajno tle pri roki, tle na drugo čakro vpliva oranžno korenje. Oranžno korenje, ker je iz zemlje, zato ni vseeno. In gremo na tretjo čakro. Beležite si
če trditve držijo za vas, se zapletate v dramo, imate nagnjenje odstraniti vsak odnos ali pa situacijo, ki ga dojemate, kot da lahko pokvari vaš načrt ali pa vaš življenjski stil, vaš red, to je vaš red. Če ste prestrogi do sebe in nadzorni do bližnjih in pretiran perfekcionist, rečemo temu že dlakocepec, potem je rumena barva, recimo libijski tektit, rumeno korenje, odlična izbira. In na 4. čakri, če občutite pomanjkanje podpore ali pa ste izčrpani od podpiranja drugih, če ne zmorete prositi za pomoč in občutite svet kot zelo nepravičen prostor, ker vas drugi izkoriščajo, če iščete navodila za življenje, kaj ne naredim, kako ne naredim, na katerem koli področju in prelagate odgovornost, naprimer za finance nekomu drugemu svetovalcu, je stvar tlele za uporabiti zeleno barvo, se pravi smaragd, moldavit, moldavit, ki jih imam kar nekaj, sicer jih imam tlele obredno pripravljene, eden je moldavit, zdaj so se v vosek zlepili, eden je libijski tektit in solata od živil in vse zelene vrtne rastline. Glejte, koliko je bil ta naš kreator radodaren, koliko zelenih rastlin nam je dal svežih za uživanje. In gremo na komunikacijo, 5. čakra. Se pravi, če vam 5. čakra ne deluje pravilno, če bi izgledalo takole. Bežite v svet študija, veliko časa namenite učenju, branju, kar pa vam ne pomaga, da bi se vi izrazili, da bi živeli svoje življenje. Če se s težavo udejanjate v dialogih, če je dialog, se pravi komunikacija je dvosmerna cesta, in to je pomemben dialog, biti dober govornik pomeni biti tudi obenem dober poslušalec. Če pišete knjige, dnevnike, vendar knjig ne izdajate, dnevnika ne bere nihče, se pravi, ste zelo mentalno neplodni, imate na tone prebranega besedila uporabnega, pa od tega v vaše življenje ne spravite nič, je problem komunikacija. In gremo k rešitvam, barva je modra, modra kot nebo. Safir je pravi kristal in živilo borovnice, ki veljajo tudi za vijolično barvo, se pravi najboljše, da si borovnice kar sami nasadite, ker jih boste rabili. In gremo na 6. čakro. 6. čakra, če čutite vsako resnico kot napad na vas ali pa obsojanje, sprav vsakdo, ki vam pove svojo plat zgodbe, vi ga pa obsojate, ker ni tako vi. Če vam najbližji ne prisluhnejo ali pa vas utišajo, molči tiho, bodke, nimaš prav, recimo na način, da o tem ne želijo razpravljati z vami. Če ste tihi in se poskušate povleči vase, v vizualni svet, se ne počutite, da bi se s komerkoli izrazili ali pa z drugimi delili svoje vizije. Če vidite ta svet kot črno-bel, ker ste omejeni in strogi v svojem prepričanju, če pogosto hočete uveljavljati le svoj prav in ne zanima pa vas resnica in mnenje drugih, bodite iskreni, čaroid in ametist. Imam tlele, čaroid je eden izmed mojih najljubših kamnov. In ametist je pač v bistvu kot kamena strela vijolične barve, zelo značilne so te geode za prostor. Seveda je treba, je to samo dodatek, pomagalo, ko bi rekli, je to kot tisto jabolko, za tistih par vitaminov je treba pa še marsikaj. Če je zelo huda stvar, je treba veliko več narediti, kakor sem to, ampak jaz sem zdaj tlele na brezplačnem YouTubu
da vam pomagam do boljšega življenja in obenem ponujam mojo knjigo Brezmejna moč bele magije, delam tudi predstavitev iz te knjige. In gremo k naslednji, 7. čakra ali božanska moč, jo imenujem v knjigi. Če ste prezaposleni, ampak niste produktivni, se pravi, veliko dela pa nič učinka. Če prevzemate preveč odgovornosti in dolžnosti in ste preobremenjeni, če v neskončno iščete nova orodja, nova znanja, nove tehnike, nove priložnosti, ustvarite še več priložnosti, vendar je to vse brez vidnega premika za vas proti vašemu cilju, je odgovor barva magenta, rubin, granatno jabolko. In 8. Se tudi ne dotika, predstavlja modrost. Če se ne zavedate odnosov, ki ne delujejo po logiki, zdravi pameti, ali jih ne morete prekiniti, recimo, če ste izolirani od družbe in dobrih odnosov, če menite, da je življenje naporen boj, ker je potrebno veliko truda za preživetje, potem 8. čakra ne deluje, modrost ne pride do vas. Tukaj so prosojna, mavrična, kristal je fenakit, to je kristal Akaš, eden meni najljubših, ki jih dnevno uporabljam. Čista, pretočna, živa voda, najbolje izvirska voda za pitje in umivanje. Seveda pa potočno vodo ne smete imeti postalno doma, dlje kot, bi se reklo, en dan v hladilniku. Ali pa vedno ji dodajte nekaj kapljic limone, da se morebitne bakterije, ki so se že namnožile na sobni temperaturi, bog ne daj pustiti takoj v hladilnik, se pravi, in v steklenico, ne v plastenko, ker plastenka nima dobre vibracije. Se pravi, vsakokrat pejte mimo potoka, na sprehod, naredite dobro delo, naredite par požirkov, si umite obraz, roke in smo osveženi. Čista izvirska voda, polita čez glavo, predstavlja kot nek prerod, da si izboljšaš energijo. Ni treba se, če je mrzlo, umivati ob potoku, ampak samo simbolično, tako kot krst, voda, nevtralna, pretočna, božanska energija, je v vseh religijah simbol prenove, prečiščenja, tudi simbol plodnosti. In tukaj smo zdajle pri koncu, vse čakre, vključeno z 8, se izražajo šele, ko je prvih osnovnih 7 dobro uglašenih in dobro delujočih na naših fizičnih telesih. Vse te naše energijske zastoje se moramo potruditi, da v fizični realnosti spremenimo, ne samo da mislimo, kako bi jih, pa kdo nam bo pomagal, pa kdo nam bo odprl tretje oko. To je, ko ne rečem, bullshit nakladanje. Se pravi, tretje oko, če ti kdo odpre, to pomeni, da ti še ni, če se ti ni odprlo, to pomeni kot cvet, kot rožni cvet. Se pravi, kako mi bo lahko nekdo odprl ta popek, če še ni pripravljen, da se odpre. Se bo že sam odprl, ko bo pripravljen za to. Nihče ti ne sme ničesar odpirati, če se razumeva. Ne poslušati šalabajzerje. Meni grejo kar dlake v zrak, ko to poslušam, ampak si mislim, kar te moti na drugih, poprav na sebi. Jaz vam dajem strokovno znanje. Ok, hvala za like, hvala za subscribe, se beremo v brezplačnih novicah, če še jih ne berete, odomgarden.si, kliknite na spletno stran in ne pozabite na dogodku v živo. V decembru bom imela tudi fizično, se pravi kontakte, ne samo online, in s sabo bom imela nekatere moje izdelke in več o vas in vaših željah se bomo tam pogovorili.